honorable members. Spoštovani poslanci, predsednica komisije, v imenu sveta bi se rad zahvalil in pa čestitev predsednici von der Leyen za njen govor, za globoko evropsko prepričanje, za vsa njena dejanja v tem času, ko si Evropska unija počasi črta pot iz pandemije. Izpostavili ste, da potrebujemo močno dušo in to močno dušo bo zagotovo zagotovilo predsedstvo. Še naprej nas vodi strateška agenda za obdobje do leta 2024 in prioritete slovenskega predsedstva so povsem v skladu z vašim govorom, gospa von der Leyen. Še prav posebej se osredotočamo na zdravstveno unijo in na kibernetsko odpornost. Želimo biti sposobni odzvati se na vsakršno krizo. COVID je pokazal, da je enotni trg v času pandemije izjemno krhek in zato mora ostati v središču naše pozornosti. Dobro delovanje notranjega trga je ključnega pomena za evropsko gospodarstvo. Kar pa zadeva zdravstveno unijo, poteka intenzivno sodelovanje med Evropskim parlamentom in Evropskim svetom. Evropski svet bo kmalu dosegel končni dialog glede 3 predlogov v tem svežnju in sicer ga pričakujemo do konca leta. Zagotovo moramo izkoristiti to politično priložnost in pokazati našim državljanom, da skupaj gradimo vzdržnejšo Evropo, ki bo bolj pripravljena na odzivanje na prihodnje krize. Pozdravljamo tudi predlog glede HERE, ki je bil predstavljen včeraj. Lahko vam zagotavljam, da bo slovensko predsedstvo storilo vse, kar je v njegovi moči, da bi ta pogajanja nadaljevala. Predlog HERA bo dopolnjeval sveženj zdravstvene unije. Dame in gospodje, naj izkoristim to priložnost in se zahvalim Evropski komisiji za močno vodstvo v preteklem letu. To nas je pripeljalo do točke, ko je uspešno cepljenje vodilo v stabilizacijo epidemiološke situacije. Ampak zaradi zadržanosti pri cepljenju v različnih državah in zaradi novih različic bomo morali ostati pozorni pri sprejemanju ukrepov za omejitev pandemije. Ta virus bo z nami ostal kar nekaj časa, zaradi tega moramo zagotoviti usklajen pristop. Zagotavljanje cepiv tistim državam, ki jih najbolj potrebujejo, je pomemben izraz solidarnosti. Zaradi tega bo slovensko predsedstvo tudi prispevalo k pospešitvi zagotavljanja cepiv tretjim državam. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, predsednik vlade Janša je spregovoril v tej dvorani julija in takrat je dejal, da je najpomembnejši cilj za bližnjo prihodnost, da zaustavimo pandemijo in da si gospodarsko opomoremo. V letu 2020 je virus zaustavil gospodarstvo. Več kot 5 milijonov delovnih mest je bilo izgubljenih v prvi polovici leta 2020. Evropsko gospodarstvo se je skrčilo za 6%, ampak v drugem četrtletju leta 2021 je prišlo do pomembne oživitve. Tukaj pa je potrebno izpostaviti tudi zeleni in digitalni prehod. Naj izpostavim predlog za zeleni in digitalni trg. Na tem področju predsedstvo trdo dela in do konca leta bomo predstavili predlog. Kot je izpostavila predsednica Evropske komisije, je naša prihodnost odvisna od digitalnega razvoja. Potrebno je izgraditi novi ekosistem evropske proizvodnje čipov. In rad bi se zahvalil predsednici komisije tudi za sveženj Fit for 55, torej sposobni za 55. Industrija je naš način življenja. To je pomembno tudi za naše priprave za COP22 v Glasgowu. Nikoli ni lahko spremeniti naših socialnih in pa gospodarskih vzorcev, še prav posebej, če je to povezano z visokimi stroški za naše državljane. Zaradi tega je potrebno tudi stroške tega prehoda ustrezno ovrednotiti. Pozdravljamo vzpostavitev novega podnebnega in socialnega sklada.
Poskrbeli bomo za to, da bo svet hitro izvedel oziroma sprejel potreben akt za izvedbo nacionalnih načrtov in za razdelitev sredstev iz tega sklada. To je ključnega pomena za oživitev. Od samega začetka slovenskega predsedstva smo odobrili 18 nacionalnih načrtov. Prepričan sem, da bo to pomenilo nov zagon za evropsko oživitev. Dame in gospodje, vse te teme, pa tudi načelo pravne države, strateška neodvisnost, globalno delovanje, azilni sistem, Evropska obrambna unija, vse to bo odločalo v naši prihodnosti in v prihodnosti prihodne generacije oziroma generacij v prihodnih desetletij. Zaradi tega poteka tudi razprava v okviru konference o prihodnosti Evrope, ki jo vodijo komisija, parlament in svet skupaj. Poskrbeti moramo za to, da bomo prisluhnili našim državljanom pri iskanju odgovorov na vprašanje, v kakšni Evropi želijo živeti. Ta razprava bi morala preseči zgolj bruseljski mehurček in pa razprave v prestolnicah. Zelo pomembno je, ko razpravljamo o prihodnosti Evrope, da pogledamo tudi preko meja Evropske unije. Širitev poteka in regija Zahodnega Balkana si zasluži evropsko prihodnost. V Sloveniji bo oktobra potekal vrh med Evropsko unijo in pa državami Zahodnega Balkana in širitev na Zahodni Balkan mora biti del naše skupne vizije. Ob koncu naj pozdravim še pismo o namenu Evropske komisije, o tem bo svet razpravljal prihodnji teden. Prepričani smo, da bo poročilo pomembno orodje ne le za politično razpravo, ampak tudi za iskanje strokovnih rešitev na vprašanja, s katerimi se svet srečuje danes in se bo v prihodnosti. Veselimo se plodnega sodelovanja med tremi inštitucijami glede prioritet za prihodnja leta. Novembra bomo v svetu razpravljali o novem delovnem programu Evropske komisije in tudi o prednostnih nalogah za leto 2022. Ta skupen program lahko pomaga nam in pa vsem trem inštitucijam, da se osredotočijo na svoje cilje. Naj vam zagotovim, da bo predsedstvo vaš partner v tem procesu, odločen partner. Naj vam še enkrat zagotovim, da predsedstvo ima močno dušo, evropsko dušo in če bi mi rekli, da povzamem današnji govor o stanju v Uniji z 3 besedami, bi rekel skupaj odporna Evropa in to je tudi moto slovenske